Gradbišče kanala C0 v petek. Enega od lastnikov zemljišča naj bi napadli varnostniki, nato pa naj bi fizično obračunali z njegovim bratrancem. Ker je en od varnostnikov zagrabil moje očala in mi očala porinil direkt v oč, kakor se vidi, na srečo je zgrešil oč, da me ne bi oslepel. Lahko povem, kako so me po tleh metali, davali so me, kar se mi tudi vidi po vratu. Jankovič, ki zadeve do zdaj še ni komentiral, danes takole. Varnostna služba ni z naše strani najeta, izvajalec najel in je bilo napisano, kdo lahko se to druži. Če ljudje na svoji zemlji dobijo nekega varnostnika, ki vas pretepe, ki vam nekaj tišči v oko, ki vas davi, kakšna država smo še mi? Kot pravi Jankovič, bodo počakali na uradno policijsko poročilo, ob tem pa je zatrdil, da imajo dovoljenje vseh 58 lastnikov zemljišč za gradnjo. V gradbenem dovoljenju točno piše, da imajo 6-metrski pas, na katerem izključno lahko gradijo. Oni so si okupirali širši, več kot 20-metrski pas. Da gre za koruptivno tvegan projekt, pa je včeraj Jankoviča izzval eden od mestnih svetnikov glede gradnje sežigalnice. Ker vse je koruptivno, ne? Že preden se sploh začeli projekt koruptiven. Po čem že? Če pride do tog denarja, pride potem tudi na koncu do korupcije. Ali to potem to dokažejo, a to tožilstvo raziskuje, je pa drugo vprašanje. Ker gre za pereče vprašanje, bodo po županovih besedah v mestnem svetu pripravili predlog za posvetovalni referendum o sežigalnici. In kako bi se o tem izrekli mimoidoči na ljubljanskih ulicah? Smiselno bi bilo, da se sežigalnica nekje izven stanovanjskih naselij, ne? Ne preveč, ne bi najbolj vesel res. Podpiram rešitev, ki upošteva mnenje stroke, mnenje okoljevarstvenikov, predvsem pa tudi soglasje lokalne skupnosti.